Lepo pozdravljeni, spoštovani prijatelji, znanci in pa vsi tisti, ki me sledite. Najprej se vam naj zahvalim iskreno za celo grmado vprašanj, ki ste mi jih postavili, celo grmado luštnih razmišljanj in pa vsem tistim, ki dejansko ste se lajkali, torej po domače rečeno vezali na mojo osebno spletno stran in na tak način zdaj sledite informacijam, naj izrečem iskreno dobrodošlico. Danes bi želel spregovoriti na temo, ki ste mi jo odprli, in to je zelo zanimiva tema motivacije in demotivacije. Torej, številni me sprašujete, kaj bi bilo modro narediti v primeru vaših poslov, ali bi bilo modro te vaše stranke, uporabnike, kakorkoli že, mrežnike motivirati in kakšno motivacijo v tem primeru bi bilo pametno izbrati. Torej, številni imate zelo zanimive ideje, moram priznati, da me presenečate, pa vendarle bi želel na to temo, preden se odločate za te ukrepe, malce spregovoriti na temo motivacije in pa demotivacije. Torej, če se pogovarjamo o sami motivaciji, motivacija je sicer zelo dobra stvar, lahko ima pa tudi zelo močen kontraučinek. Motivacija zelo dobro deluje v primeru, da nekoga, ki je neko delo opravil, nagradite za to opravljeno delo. Lahko ima pa zelo negativen učinek, če to motivacijo nastavite tako, da z njo želite dosegati boljše poslovne rezultate. V primeru, če narediš to pa to pa to, pa boš dobil to pa to pa to. Torej, zakaj mogoče to ni dobro? Poglejmo mogoče na primerih raznih mrežnih marketingov, kakorkoli multilevel marketingov. Tukaj imamo zelo slabe izkušnje, vsi tisti, ki delamo že vrsto let v projektih dela z ljudmi, iz naslova motivacijskega sistema. Zakaj? Ker motivacija na eni strani določene ljudi navduši, na drugi strani pa določene ljudi, ki že vnaprej vedo, da tega ne bodo mogli doseči, demotivira. Torej, v bistvu stvari več škode kot koristi. Eni boste rekli, ni čisto tako. Res je, zelo dobro je ljudi motivirati, ne se motivira tiste ljudi, ki dejansko nekaj tudi naredijo. Na tej točki se strinjam z vami, absolutno, ampak bi pa vam dal tukaj zamisliti, zakaj pa bi tiste ljudi, ki pa so potencial, na tak način lahko tudi uničili, ubili po domače rečeno, njihov interes. In moje mnenje je, motivacijo izvajate na tak način, da tiste ljudi, ki so neko delo opravili, tudi nagradite. To se mi zdi absolutno pravilno. Recimo v službi motivacija je lahko dobra stvar, ampak problem pri teh vsakodnevnih motivacijah lahko nastane, da se ljudje teh motivacij navadijo. In če se ljudje teh motivacij navadijo in če potem teh motivacij ni, takrat se zgodi strmoglavi padec posla. To pomeni, tudi v delu z ljudmi je popolnoma enako. Torej, nekaj časa motivirati, potem pa ne motivirati več, pomeni padec. Torej, absolutni del posla, ki si ga absolutno ne želite. Torej, demotivacija pa je lahko v bistvu zelo dober učinek. O čem govorim? Govorimo o vplivu na ljudi v njihovo podzavest. Torej, pomislite, ali je lahko motiviran nekdo, ki ima polno denarnico? Zagotovo, tega ni potrebno dodatno motivirati, ta je že tako in tako motiviran. Ali je pa lahko motiviran nekdo, ki dela na tej točki, da bi nekaj dosegel in potem tega ne doseže? Ta pa zagotovo ne. Za tega je ta motivacija delovala kot demotivacija. Zdaj pa, če to demotivacijo uporabimo v obratnem smislu, kaj to pomeni? To pomeni, da lahko z demotivacijo vplivamo ne na zavest človeka, ampak na podzavest človeka. Torej, ko govorimo o zavesti, zavedam se, da to pa to moram narediti, če želim to in to imeti. To je zavest. Podzavest je pa drugačna stvar. Podzavest se pa ponavadi zbudi pri ljudeh, ki nimajo in imajo željo. In ravno ti ljudje so v poslih danes na svetu najbolj uspešni ljudje. Torej, ljudje, ki imajo težave. In če imate težave, če imate
krizo s financami, če imate, ne vem, situacije družinske, potem dobrodošli, ker to je idealno, da lahko iz demotivacije naredite motivacijo. To pomeni, da iz slabih stvari lahko potegnete nekaj, kar dejansko bodo ljudje opazili. Torej, ljudje opazijo spremembe. In če vi iz neke negative, ki jo trenutno imate, uspete priti do pozitive, pomeni, da bo to zelo uspešno. Demotivacija je zelo močen faktor tudi, ko recimo, naprimer, sosed sosedu predlaga nek posel, dej ga sosed, če ti začni delati, in ta sosed reče, to ne bo funkcioniralo, zaradi tega boš propadel, to je nelegalen posel in tako naprej. To lahko zelo motivacijsko vpliva na človeka. Zakaj? Ker ta, ki dejansko ima situacije, ki ni, bom rekel, finančno urejen, bo rekel, dragi moj sosed, ti bom jaz dokazal in en dan ti bo žal. In to je tisto, kar dejansko demotivacija lahko vpliva na uspehe. Recimo imate posameznika, ki želi in ima interes nekaj narediti, in vi mu rečete, verjamem, da si želiš to narediti, ampak jaz sem trdno prepričan, da tega ne boš storil, ker preprosto nimaš dovolj karakterja za to. Torej, demotivacija. Človek, ki ima v sebi urejene stvari, mi verjemite, da bo tako eksplodiral in bo naredil ta rezultat samo zato, da bo vam dokazal, da je sposoben. Ne, da bo sebi dokazal. In ta notranji čut, ta duhovni, miselni vzorec, imajo ljudje velikokrat poškodovan. To pomeni, ljudi iz preteklosti spremljajo neke stvari, ki jih ne želijo mogoče povedati marsikomu. Ne vem, so imeli v otroštvu situacije, so bili v družini omejeni, niso imeli možnosti v preteklosti, so jih dejansko zatirali, zavirali, imajo, ne vem, deformacije na telesu in mogoče zaradi tega nimajo, bom rekel, moči karakterja. In te stvari je potrebno pri ljudeh počistiti. Jaz dosti krat v šali, ampak veliko krat zelo zares mislim, rečem ljudem, ki imajo neke deformacije, ali so to psihomentalne informacije, ali so to fizične, bom rekel, deformacije. Jaz vedno rečem, ma kaj ti, ki imaš ta problem, imaš samo eno roko, imaš samo eno nogo, imaš dejansko situacijo, da si v finančno totalnem zlomu. Kaj ti si prepričan oziroma si se odločil resnično tako živeti, ali boš svetu, sebi in ljudem dokazal, da si vreden, da si sposoben. Torej, demotivacijski sistem lahko zelo dobro vpliva na ljudi, bistveno boljše kot motivacijski. In moj osebni pristop k temu projektu je ravno nasprotje od obstoječega sistema. Obstoječ sistem nagrajuje, motivira ljudi. Jaz na tej točki ne delam tako, nikoli nisem in tudi nikoli ne bom, ker sem pred leti spoznal, da ta del posla ni pravilen in ta del žal uporablja večina multilevel marketingov na tem planetu. Prav iz tega razloga pa imajo takšno neverjetno nihanje, zelo hitro porastejo in tudi zelo hitro padejo, kar pa dejansko vpliva na mentalno zavest ljudi in jim potem naredi mentalno blokado, zaradi katere ne želijo več prisluhniti ničemur. Pa če tudi imajo pred sabo projekt, ki jim lahko dobesedno spremeni življenje. Zaradi preteklih situacij imajo blokade v sebi. Te blokade je potrebno počistiti, ljudi je treba odpreti, ljudje se morajo razgovoriti, kaj se je zgodilo v preteklosti, ali je to iz naslova staršev, jih spremlja skozi otroštvo, ali je to iz naslova slabih izkušenj. Ljudi morate dejansko, če želite uspeti, pripraviti do tega, da se vam zaupajo. In to žal, dragi moji, se ne naredi čez noč. To žal, dragi moji, se ne naredi preko socialnih omrežij. To se žal, ljudje, dragi moji, naredi z osebnim kontaktom, z osebnim znanstvom, z osebnim srečanjem. Da človek odpre samega sebe, da ven tiste situacije, ki ga ovirajo v njegovih uspehih, je potrebno zelo, zelo dobro razumevanje med dvema poslovnima partnerjema. In to vsekakor večina mrežnih marketingov pozablja. Rečejo, dajmo mi priti z bagerjem, dajmo mi to pokositi, tisti ta boljši bojo padli ven in mi bomo zmagali. To ni dobro. Zakaj? Ker, dragi moji, na tem planetu ga ni človeka, ki si ne zasluži lepšega življenja. Jaz sem trdno prepričan, da čisto vsak človek na tem planetu ima nekaj v sebi, nekaj, kar ga lahko pripelje do lepšega življenja,
Edina razlika je, da žal na drugi strani ni sogovornika, ki bi s tem človekom na individualni ravni prišel do demotivacijskega načina, ki bi v sistemu razmišljanja podzavesti ubil, uničil tisto, kar ga zadržuje. Jaz vam na tej točki želim vse dobro, hvala, da mi pišete in ne pozabite, ne delati motivacijskih načrtov, ker motivacijski načrti vsaj v sistemu dela z ljudmi niso učinkoviti, mi pa lahko verjamete, da tudi v klasičnem primeru, ne vem, zaposlenih kadrov, takšni sistemi ne delujejo. Nagrajujte tiste, ki imajo rezultate in ni potrebno, da vam rečejo. Nagradite jih brez, da vam rečejo. In verjemite mi, če boste to pričeli delati, boste absolutno uspešni, ne glede na to, ali ste podjetniki, ne glede na to, ali delate z mrežnimi marketingi, ne glede na to, ali delate dejansko znotraj društev, znotraj ustanov, znotraj česarkoli in ne boste verjeli, da ta zadeva deluje že v štartu v družini. In če v družini tako ravnate, vam že ta trenutek lahko absolutno zagotovim in povem, da boste uspeli narediti nekaj, kar drugi ljudje niso uspeli. Vse dobro z moje strani, hvala, da mi sledite, lep pozdrav in ostanite mi zdravi, predvsem zdravi in pa delajte na tem, da boste mogoče vsak dan en korak naprej. Budite boljši, kot ste bili do danes in v življenju vam bo zagotovo lepše šlo. Hvala, lep pozdrav iz Be Better tima, nasvidenje.